Sva Karmen in September in vi poslušate Radioaktivno. Marca je z mano Karmen in September. Karmen, zdravo. Živjo, Boštjan. Srečali smo se že pri nas v studiu, predstavili takrat vajin opus, tokrat pa delate popolnoma na novo. Res je, najbrž ti opazil tudi, da je zvrst glasbe drugačna, ne? Namreč, midva sta nekje lani zaključila z zadnjim komadom, se pravi, sta spakirala skupaj vse komade za bodočo ploščo. Mislim, da bo tole pa res letos šlo ven. Je pa res, da sta sredi kreiranja kar menjala smer in sicer nekako sta ugotovila, da vse, kar sta delala do lanskega leta, nekje rečva do februarja lani, je bila bolj, kako bi rekla, neke vrste eksperimentiranje, raziskovala sta, ne? In sta se bolj pogovarjala, zdaj, če dala to vse skupaj na eno ploščo, to bo zvenelo prav katastrofalno, zato ker sta imela, 1000 različnih zvrsti. Je pa res, da čisto po nekem ključu, nekem čudnem naključju se je zgodilo, da sem dobila nekih par samplov, čisto iskreno, in sem začela se s tem igrati in je, to se je pol dobro slišalo, ne, sem rekla, glej, kaj pa, če bi jaz naredila to, kar sanjam že, 10-15 let, da se spravim in naredim en projekt pop, elektropop, ne, in Valda Damir je v bistvu tudi v teh vodah, oziroma so mu ta zvrst so všeč. Seveda so to kar stale vanilije, se kar zgodila, to besedno, in potem za tem komadom sva nanizala še, še naslednjih 5-6 komadov, ki bodo tudi na plati, da sva res popolnoma obrnila smer, ne, se pravi, tiste klasične pop balade, kot je recimo Dobro jutro, v tem smeri, ko sva tu delala nekaj let, sva prešla na synth pop, elektropop. Pomeni nazaj v preteklost in ne nazaj v prihodnost. Točno tako. Ja, sam seveda z malenkost modernejšo produkcijo, tako da gre v ta čas. Ne, absolutno. Skladba, ki si jo že omenila, je naslovljena Vanilija, pa verjetno to ni kepica vanilije in še kepica čokolade zraven. Ja, pa je. Dejansko je, ne? Vsega je v bistvu bil kriv vanilije sladoled, ne? Ker je sprožil tako verižno reakcijo v mislih ene ženske, ki je, srečala v mestu bivšega partnerja z novo žensko in videla, kako liže ta isti sladoled. Ja, seveda je bil kriva je bila vanilija sladoled. In zdaj se mora pa Reva soočati z resnico in, z premagovanjem ega. Tako da v bistvu na to foro sem pol tudi zapakirala vse skupaj v en scenarij za video spot, tako da gre kar lepo skupaj, no. Kepica vanilije bo pri meni v prihodnje prečrtana. Prečrtana? Pol pa mogoče kak drug sladoled, ali pa mogoče, če ga že ližete skupaj, ga ližite nekje, kjer vaju ljudje ne poznajo, zelo preprosto, ne. Skratka, ja, skladba Vanilija govori o eni postanji, o ljubezni, o previsokih pričakovanjih, o pretirani navezanosti v času, ko nič več ni skrito očem, ne. Tako da, drugače pa, če še povem to, da v bistvu melodijo, besedilo in aranžma sva skreirala skupaj z Damirjem, tako da tukaj sva 50-50, noben ne izstopa in pa tako, kot sem rekla, napovedujeva z tem komadom tudi izid prve plošče, ki pa bo zagotovo leto. Mogoče pa, Karmen, je boljše, da vzamemo dvojno dozo vanilije. Absolutno, pa sam jo poliži. Bom. Okay. Dodana je tudi video podoba? Res je. Tokrat sem se preizkusila v bistvu tudi v pisanju scenarija, režiji in ideji, kar me ful veseli, zdaj sem ugotovila, da je to nekaj, kar želim početi. V glavnem spotu pa se predstavljajo liki, ki predstavljajo na nek način notranja hotenja in strahove. Imam zelo močno domišljijo in se mi zdi, da nekako gre skupaj, ne, se pravi, tudi spet simbolike sem predstavila to, kar ta ženska, protagonistka doživlja ob tem, ko ona vidi tega tipa, ko liže sladoled, ne. Tako da moram se pa pohvaliti, imela sem odlične igralce, brez njih zadeva ne bi tako izpadla, kot je izpadla, in sicer moram se zahvaliti bratoma Malek in dva skupinica Vareka Kali Jug. To so moji klovni in klovnese. Pa ravno klovnov sem se namreč kot otrok zelo bala in se mi zdeli nekako fajn primerni za to vlogo, da predstavijo ta moški princip, hinavskega moškega, ja, da ne bo pomote. Priporočam ogled, midva bova sedaj skladbo spustila tudi v naš radijski eter. Zato, Karmen, vanilija, čokolada, jagoda ali to je skupaj? To je kaj? Skupaj? To je v bistvu ena kepica mešana. Ne, to je planica. Samo veš kaj, zdaj si me zmedel, namreč planica v osnovi je res sestavljena iz teh 3 sladoledov, ampak danes je tega že toliko, se pravi, danes imaš čokolado, vanilijo kombinacijo, pol imaš neke tropske sadeže, tako da veš, tu si me zdaj pa zmedel, ne, ker ne kupujem več klasične planice, ker so druge že boljše. Imaš prav, ampak klasika je vseeno klasika. Ja, no to smo pa mi generacija 80-70. Skladba se v eter, hvala ti za danes ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Ok, hvala lepa, lepo bodi, srečno!
Instagram pod prsti mi gori, ko gledam tvoje fotke, raznese moje misli, ker nisi več sam, nisi več sam. Liže sladoled za njo, vanilija in čokolada. Glumim, da sem čisto okej, frustrirana pa do konca. Vanilija, vidim tvoj pogled naprej, vidim neke druge slike, ne gledaš me tako kot prej in nisva več ista. Vanilija. Instagram pod prsti mi gori, ko gledam tvoje fotke,